Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Gostja v današnji oddaji Aktualno je načelnica mladinskega odseka Idrija, mentorica in prostovoljka Katarina Bončina, ki jo prav lepo pozdravljamo v studiu. Dobrodošla. Lep pozdrav. Katarina, poletje je čas, ki ga vsi izkoristimo tudi za hojo v gore. Kje ste bili zadnje? Na katerem izletu? Na katerem vrhu? Na zadnje 14 dni nazaj na ogledni turi v Avstriji na enem 3000 Große Hafner. Katerega bomo obiskali skupaj s planinskim društvom Idrija konec tedna. Ja, upamo na lepo vreme. Tako, lepo vreme smo naročili. Planinstvo je najstarejši in tudi najbolj množični šport v Sloveniji. Kako ste vi padli v to družbo? Kje so se moje začetke začeli? V bistvu v osnovni šoli, ko sem bila še otrok. Mama je bila učiteljica na osnovni šoli in hkrati tudi mentorica planincev. In v bistvu naj oba z bratom. Ona upeljala v to, ona hodila na izlete za vikende, sva tudi mi dva hodila z njo. Potem imela sem razredni Kanadce, ta Brettenbergerja, ki me je tudi upeljal v to, tako da tukaj se je moje planinstvo v bistvu začelo. In tudi kot družina smo veliki in še zmeraj hodimo v hribe na izlete. V Sloveniji ni težko biti planinc. 131 let letos obeležujemo že Planinske zveze Slovenije. V Idriji nismo zaostajali nikoli za našim glavnim mestom. Letos smo na Hlevišah praznovali 120-letnico Planinskega društva Idrija. Teh lepih rezultatov ne bi bilo, če ne bi toliko ljudi, toliko let vzgajalo podmladek, ki potem nese naprej. Ja, res je, poleg vseh mentorjev, ki so zelo pomembni na šolah, pa vodnikov, ki so v našem društvu, da vodijo vse te mlade in jih navdušijo otroke nad hribi. Brez vsega tega že pred mano so vsi načelniki opravljali to prostovoljno delo. To prostovoljno delo z mladimi se je organizirano začelo leta 1956, ko je bila pri Planinski zvezi Slovenije ustanovljena mladinska komisija. Je tako? Ja, drži. Takrat so potem tudi uvedli izobraževanja za mentorje planinskih skupin. Mentori so zelo pomembni, tisti korak med društvom in šolo, ko mentor deluje na osnovni šoli. V bistvu privabijo otroke, jih spodbuja, ima krožek na šoli in potem sodeluje z društvom, kjer vodniki v bistvu odvodimo izlete. In mentor je pa tudi tisti, ki je lahko vodi v okolico, otrokom pa da planinske vsebine, znanje iz vseh teh planinskih vsebin. In zato je leta 1969 zaživela akcija Mladi planinec, leta 1975 pa Ciciban planinec. To je vse povezava društva in šolami. Ja, tako je. Otroci v bistvu dobijo knjižice, planinske knjižice. Se pravi, je posebej knjižica za predšolske otroke, kamor notor odtisnejo žig, vpišejo, kje so bili, narišejo risbico, v bistvu nekakšna motivacija. Ravno tako je za osnovnošolce, že naslednja knjižica in potem tudi dobijo take simbolične nagrade. Tudi za odrasle imamo planinske knjižice, kamor odtisnemo žige z vrhov. Ja. Idrija spet ni zaostajala za ostalimi planinskimi društvi. Že leta 1900, v šolskem letu 1956-57 je bila organizirana mladinska komisija tudi pri Idrijskem planinskem društvu. Je. Kaj je to za društvo pomenilo? Ja, tako takrat tega šolskega leta se je ustanovil mladinski odsek pri planinskem društvu. Takratni načelnik je prišel na idejo, da se je ustanovil. In seveda, mladi so prišli, otroci so se začeli udeleževati. Veliko otrok je takrat, potem, ko sem brala, obiskovalo planince, so hodili v hribe zelo množično. Takrat so lahko napolnili 2 avtobusa, ki zdaj lahko o tem samo sanjamo v bistvu. Časi so se spremenili. Tudi ne samo, da je popustila zanimanje za planinstvo, to sigurno ne, spremenili so se časi. Ja, veliko je drugih krožkov, ni več, družine tudi veliko hodijo na izlete. Potem recimo planinstvo ni tekmovalni šport, ni da bi mi hitro pokazali neke rezultate, dosežke, tako da tukaj so velike razlike. Katarina, kaj ste po poklicu? Jaz sem po poklicu vzgojiteljica,
delam v vrtcu v Idriji, trenutno sem v Ledinah, se pravi na vasi, kjer imamo tudi v bistvu tak zelo lep teren, ker že tudi svoje otroke uvajamo v planinstvo. Se pravi, že dopoldne so vaša okupacija, otroci, in enako tudi svoj prosti čas posvečate otrokom. To je res nekaj lepega. Ja, tako je. Zdaj, ko sem malo prebirala nazaj, v bistvu, ko so mene poslali na tečaj za planinskega vodnika, je to že 13 let in takrat sem v bistvu že sprejela načelništvo mladinskega odseka. Tako da lahko bi rekli, da je to ena taka mala služba, ne samo prostovoljstvo. In to je sedaj že dobro upeljana služba. V 13 letih si človek nabere izkušnje in tudi vidijo se uspehi v kraju. Ja, res je, brez dobre ekipe tega v bistvu sam ne moreš doseči. To pa absolutno. Tako da mlade kar pošiljamo na tečaje za vodnike, jih učimo. Delovanje mladinskega odseka je živo. Tako. Kaj pravzaprav vse se v mladinskem odseku dogaja? Mogoče izpostaviva najprej izlete. Ja, izlete imamo enkrat mesečno. Odpravimo se v bližnjo okolico, Sredogorje, Visokogorje. Otroke ponavadi delimo, ker jih imamo od prvega razreda do konca osnovne šole in tudi srednješolce. Delimo ponavadi v dve skupini, se pravi na sposobnost in zahtevnost, kakšen je teren, ne? Tako da različne ture opravljamo. Vsako leto organizirate poletne tabore, tudi te so že mnogo let izvajajo. Ja, res je. Prvi tabor so izvedli na Komni, potem enkrat so ga izvedli v Šotoru, samo enkrat, od takrat naprej pa v bistvu bivamo v planinskih kočah ali pa raznih domovih. No, tako da letos bomo izvedli že 34. poletni tabor. Tabore imamo en teden, zmeraj v mesecu avgustu. Tudi delimo otroke, glede težavnost ure prilagajamo otrokom. Poleg tega, da se na taboru povzpnemo na različne vrhove, je tudi veliko treba razmišljati o spremljevalnem programu. So to družabne igre, zabavni program, družabni večeri, tombola, skriti gosti. Kaj vse zahteva organizacija takega tabora? Koliko ljudi potrebujete za izvedbo enega tedna? Jaz pravim, nobeden ni odveč, tako da čim več ljudi v bistvu pri organizaciji, odvisno na število prijavljenih. Recimo že sem to, ker otroke delimo na dve skupini, pri pohodih tam rabiš dovolj vodnikov, ne? In potem tudi, ker si to cel teden, ne? Si zelo vpet v delo, nimaš počitka, ne? Ko priješ tisto ure, ni kar počitka, da bi ti šel malo počivati, se tudi ti odpočita, ne? Imamo takoj delavnice naprej, a so to kakšne likovne, športne, tako da si čisto skozi vpet, potrebuješ veliko kadra in tudi kuharico rabimo. Ker letos zadnje leta smo v takem domu, kjer moramo kuhati sami. In lani ste imeli en izziv, s katerim ste se prvič spopadli, že prvi dan tabora? Ja, res je en tak zelo velik izziv zame, ker se nam je zgodila ena prometna nesreča, naši kuharici in Nacetu, ki sta zjutraj že odšla na naš taborni prostor, da boste vse pripravila, preko bi mi z avtobusom prišli. In smo ostali brez kuharice in enega vodnika, Naceta se pravi, in potem sama nisem vedela kaj, a tabor izpeljati brez kuharice ga ne morem. Preklicala ne vem koliko kuharjev, kdo bi bil pripravljen priditi kuhati. Na koncu se je vse lepo srečno šlo. Imeli smo različne kuharje, nič nismo bili lačni in vsi zadovoljni. Katarina, čestitke. Hvala. Kako je stroški za tabora? Stroški so veliki, starši krijo en del, ne moramo dati realne cene, ker potem se verjetno ne bi prijavili, ker bi bila prevelika. Nekaj pokrije društvo, kar dobimo na občinskem razpisu, sponzorjev pa v bistvu zadnje čase ni. Težko dobiš, ja. Pripravljate tudi zimske tabore, zimovanje za otroke? Ja, res je, zimovanja pripravljamo v mesecu decembru, konec decembra, že 17 let. Od začetka smo jih pripravljali, so bili 5-dnevni, zadnje leta pa 3-dnevni in potem tudi obiščemo v bistvu bližnje koče. Naprimer na Klevišah smo bili, potem na Vojskem v župnišču, ker je krajši čas.
V dejavnost vašega dela društva, mladinskega dela društva, so tudi predavanja, nastopi. Je vedno dovolj interesa med otroki tudi za te stvari? Ja, tukaj so pa mentori tisti na šolah, ki otroke motivirajo, oziroma vodniki, da jih pridobimo, priložnostno nastopamo ali na občnem zboru, na prireditvi od društva, kakšnih obletnicah. Nastopali smo recimo tudi, ko je Planinska zveza praznovala 120-letnico v Cankarjevem domu, na slavnostni akademiji z glasbeno točko. Za vse to so potrebne priprave, zbor otrok, priprave, doma se otroci pripravijo, tako da ni malo dela. Zagotovo. Pripravili ste tudi uspešno fotorazstavo. Ja, drži, v mestni knjižnici v zgornjih prostorih. Takrat smo v bistvu te naše vodnike, ki še že zdaj, so se udeležili izobraževanja mladinski voditelj. In za zaključek, za uspešno opravljen tečaj, je bilo potrebno opraviti eno aktivnost v društvu in izdelati seminarsko nalogo. In po pogovoru s temi 3 našimi vodniki smo prišli do ideje, da bi lahko pripravili fotografsko razstavo in je bila zelo uspešno izvedena in tudi obiskana. Imate svojo avtorsko skladbo? Ja, res je. Ta avtorska skladba je pa nastala, ker se udeležujemo tekmovanja Mladina in gore. Je bil enega leta glasbeni natečaj. Napisala jo je Sara Kogej, takrat je bila še učenka na osnovni šoli v Idriji. Potem smo tole pesem posneli v studiu, poslali posnetek in med vsemi iz Slovenije je bila naša izbrana in nagrajena in prav s to pesmijo smo potem v Cankarjevem domu nastopali. Že 35 let mladinski odsek izvaja tudi malo planinsko šolo. Je to običaj za vse mladinske odseke ali je to idrijska posebnost? Ne, to je pa prav naša posebnost. Z izvajanjem male planinske šole je začel Nace Breitenberger. Kot ste rekli, jo izvaja že 35 let, še vedno poteka. Je za otroke od 1. do 5. razreda, poteka na osnovni šoli v Idriji in na podružnici v Godoviču, ter tudi v Spodnji Idriji. To je v bistvu delo, ki ga seveda nadaljujete vi, začel ga je pa Nace. O Nacetu bi lahko posnele svojo oddajo, je tako? Ja, drži. On je tudi, tako kot vi, posvetil ves prosti čas otrokom in to mladinskemu odseku. Ja, drži, poleg tega, da je bil še predsednik društva, se on še vedno udeležuje naših aktivnosti in je nepogrešljiv član. Naj bo tako še dolgo, a ne? Ja. Že precej let, tudi pod okriljem Planinske zveze Slovenije, poteka tekmovanje Mladina in gore. To pa je tekmovanje za otroke od 5. razreda dalje. Je to v bistvu podaljšek te male planinske šole? Ja, nekako bi res lahko tako rekli, saj je namenjeno učencem višje stopnje. Tudi tega se udeležujemo že kar nekaj let. Prvič so se ga udeležili, prva leta je bilo organizirano samo na državni ravni in prvič, ko so se ga udeležili iz idrijske šole, so zasedli 3. mesto med 90 ekipami, je potrebno poudariti. Potem pa nekaj let se ga niso udeleževali, zadnja leta se pa spet udeležujemo tekmovanj. In na vseh, zdaj pa potekajo drugače, no? Zdaj pa najprej regijsko tekmovanje in če so dobri rezultati, se vrstiš naprej na državno. In vse do zdaj, kar smo se udeleževali, smo se vrstili tudi na državno tekmovanje. Tekmovanje izgleda tako, da ekipo sestavljajo 4 učenci, na regijskem tekmovanju odpišejo teste, potem se te točkujejo in če se vrstijo naprej na državno tekmovanje in potem v finale, imajo tam še finalni kviz in potem vidimo, določimo, katero mesto so dosedli. In z veseljem lahko poveste, da so v zadnjem, ne tako veliko let nazaj, bili naše ekipe mladinskega odseka Idrija prve. Ja, postali smo že 2-krat državni prvaki v osnovnošolskih ekipah in za nagrado, poleg tega, da zmagaš, ti pripada še čas, da organiziraš državno tekmovanje za naslednje šolsko leto. Tako da smo enkrat organizirali tekmovanje v osnovni šoli v Idriji,
enkrat pa v Spodnji Idriji, ker je bila osnovnošolska ekipa iz Spodnje Idrije prva, tako da smo v bistvu sodelovali. Organizirali smo potem tudi že 2 regijska tekmovanja. To je v bistvu za društvo kar velik zalogaj, ker pride več kot 150 ljudi in jih je potrebno pogostiti, organizirati kulturni program, vmesni program, medtem ko se popravljajo testi, da se zapolni, naprimer mi smo jih peljali v Rudnik, tako da je kar velik in finančni in organizacijski zalogaj. Je pa to tudi lepa priložnost, da jim pokažemo naš kraj. Ja, seveda, drži predstavitev. Rekli sva že, planinstvo ni olimpijski šport. Kako zainteresirati otroke? Kako ohranjate ta interes, da se otroci vključujejo v planinsko šolo? Predvsem so tukaj zelo pomembni mentori na šoli, potem se pa trudimo z našim pestrim programom. Recimo organiziramo izlet, ko gremo najprej na pohod, potem pa v bazen, ali pa se odpeljemo en del z žičnico pa do vrha, pečemo hrenovke naprimer na Hlevišah, imamo nočni pohod, se gremo sankat, take različne stvari, ki v bistvu otroke privabijo. Za vse to delo ste bili tudi že nagrajeni. Dobili ste priznanje občina Idrija, zlato plaketo Republiške konference Zveze socialistične mladine Slovenije, nagrajeni ste bili pri Planinski zvezi kot udeleženci tekmovanja Mladina in gore. Je to plačilo za trud? Je seveda, to je en lep dokaz, da vidijo tudi v širšem okolju, da se trudiš in narediš nekaj za otroke. Pred kakšnimi izzivi stojite sedaj? Kaj načrtujete za bodočnost mladinskega odseka Idrija? Naši izzivi so trenutno najbolj to pomanjkanje članov, pomanjkanje otrok predvsem, da pridobimo zanimanje otrok, da povečamo število otrok na izletu. To so in predvsem tudi iščemo mentorje, sodelujemo s šolami, se dogovarjamo, katero od učiteljev bi prevzel vodenje krožka recimo na šoli, da ga potem pošljemo tudi na tečaj. To so v bistvu naši trenutno največji izzivi. Poletje je, pred vrati je nov letošnji tabor. Je že vse urejeno? Kako bo potekal? Kje bo potekal? Ja, tabor bo potekal v avgustu v Trenti, v domu od ZPM Nova Gorica. Bivali bomo od 5. avgusta do 11. avgusta, od ponedeljka do nedelje. Ja, skoraj vse je že pripravljeno. Katarina, kakšne so pa vaše osebne želje, kakšni so vaši osebni izzivi povezani s hribi? Imate kakšno skrito željo, kakšen vrh, katerega bi radi dosegli? Ne, nimam kakšnega posebnega vrha v mislih. Predvsem to, da ko grem v hribe, uživam, se sprostim in da pridem varno nazaj, ker pač vrh ni osvojen takrat, ko si na vrhu, ampak takrat, ko si nazaj varno v dolini. Katarina, hvala vam za vaš trud in vaše napore, ter seveda tudi vašim sodelavcem v načrtno pedagoško delo z mladimi, za njihovo usmerjanje v naravo, kjer lahko doživljajo to prvinskost narave, ki jo imamo. Hvala za obisk v studiu in za ta pogovor. Vse dobro vam želim. Ja, hvala vam za povabilo in planinski srečno. Vam, spoštovane in spoštovani, pa hvala za pozornost in nasvidenje.